En lep pozdrav takole, tole so bili na hitro naši oglaševalci, sedaj pa smo že nazaj z našo prvo gostjo in sicer Antonino Rome, doktorico medicine, zdravnico in zdravilko, ki je že 25 let v stiku z zdravljenjem z bioresonanco, tako torej že iz otroških let. Tudi študij medicine je opravljala z namenom, da bi nekoč pomagala ljudem po naravni poti ohranjati svoje zdravje. Je vodja 2 bioresonančnih centrov Bioresona, vodi tudi odličen franšizni sistem Bioresona v Sloveniji in balkanskih državah ter skupaj z izvrstno ekipo vodi Inštitut za bioresonanco. Antonina, prav lepo pozdravljena v našem studiu. Torej, čisto na hitro, kot nekakšen uvod, en sam kratek opis, kaj pa je sploh bioresonanca za vse, ki tega izraza še ne poznajo. Bioresonanca je 25 let že na našem ozemlju, na Slovenskem, priznan zdravilski sistem, tudi strani Ministrstva za zdravje priznan sistem zdravljenja, ki izkorišča fizikalne lastnosti našega organizma, ne samo telesa, ampak tudi osnovi okoli nas, mikroorganizmov, tako da se lahko odlično dopolnjuje pravzaprav s klasičnim zdravljenjem. In bioresonanca nam praktično lahko pomaga pri toliko različnih težavah, pri problemih. S kakšnimi težavami vaši pacienti, da tako lahko rečemo, največkrat pridejo k vam? Ja, največkrat, če to združim v 3 skupine, jih je več, ne? Ampak najpogostejše so preobčutljivosti na živila, črevesne težave, bolečinski sindromi, ampak so tudi drugi, tudi kronične revmatološke težave. Te prve 3, ki sem jih naštela, so najpogostejše. Študirali ste tudi medicino, to je lahko rečemo pri zdravilcih tudi izredno verjetno dobro sprejeto, se pravi, da lahko združujete vse svoje znanje o medicini skupaj z bioresonanco. Se vam zdi to ključno? Tako? Ja. Meni se zdi ključno. To je bil tudi moj namen študirati medicino in tudi že med študijem medicine sem vedela, da bo moja pot šla v naravno medicino, torej na naraven način poiskati rešitve za boljše počutje in zdravje, vkolikor se to seveda da. In tukaj je tisti ključni moment, ko pa kot zdravnica vem, na tej točki pa je potrebno klasično zdravljenje. Ja, in to je včasih res pomembno, ne, da tako rečemo, se pravi, da se ve, kje so meje nekako bioresonance in kje so meje klasične medicine. In tudi bioresonanca, tako rekoč iz nekakšne alternativnih vej prihaja vse bolj, tudi se mi zdi, da je vse bolj sprejeto tudi med ljudmi. Se pravi, ni več tak nek tabu, kot je bil pred nekaj leti, bi lahko rekli. Ne, res je. 25 let izkušenj na tem področju urejanja pogojev dela v naših bioresonančnih ordinacijah nam je dalo že odprlo toliko vrat in pa toliko zadovoljnih pacientov prineslo, da se je to že sistem zelo uveljavil v Sloveniji. No, kaj pa pomeni BICOM bioresonanca? To je ena taka posebna kratica, bi jo morda razložili. BICOM je pravzaprav naprava, s katero delujemo, s katero izvajamo bioresonančno zdravljenje in je v Sloveniji najbolj razširjena ta naprava. V okviru našega inštituta deluje kar 80 terapevtov že. Vem pa, da jih je več v Sloveniji. Eni delujejo individualno, eni pa so kako drugače združeni. In se pravi, s to napravo torej izvajate bioresonanco, kako pa iz fizikalnega vidika sploh izgleda bioresonanca? Kaj se sploh sproža, da tako rečemo? Ja, se pravi, če si predstavljate, Zemlja ima svoje elektromagnetno polje, naše telo je del Zemlje, ima svoje elektromagnetno valovanje in ta valovanja naprava zajame. Kot terapevt jo moduliram, spremenim signale in se vračajo potem nazaj v organizem in stimulirajo ozdravitvene procese v organizmu. Recimo vsak organ ima neko svoje frekvenčno področje, katerega vemo, kateri to je in ga stimuliramo.
No, tudi se pravi, pravilno usmerjanje teh signalov lahko rečemo zahteva verjetno izredno veliko znanja, kaj ne? Znanje in izkušenje. Izkušenj. Ja, no, nič od tega pa vam ne manjka. Kako bi pa sami ovrednotili uspešnost terapij in zakaj je tako priljubljena oblika zdravljenja prav bioresonanca? Ja, videli smo, da je nekje 80% uspešna metoda. Priljubljena je pa zato, ker imamo rezultate, imamo veliko zadovoljnih uporabnikov ali pa pacientov, lahko jaz rečem, in ker je brez stranskih učinkov in brez bolečin. Ali lahko z bioresonanco pomagamo tudi post-covid bolnikom? Teh je zdaj kar nekaj in vemo, da prinašajo veliko, lahko rečemo, posledic. Se pravi, tisti, ki so koronavirus preboleli, pa se sedaj srečujejo lahko rečemo, z nekimi neprijetnimi učinki. Ja, tudi za nas je to novo področje, tako kot za celoten svet. Na prvem mestu bi poudarila, da akutni covid bolniki spadajo v klasično zdravljenje, nimajo mesta v naših ordinacijah, ampak ko pa pride to v neko kronično težavo, neko nespecifično, po večjih mesecih, da še vedno občutijo neke spremembe, ki jih niso imeli pred okužbo, potem se pa zatečejo po našo pomoč in imamo do zdaj v tem času zelo lepe izkušnje. Recimo, če omenim najpogostejše, zaradi katerih tožijo, so glavoboli, ki ne nehajo ali pa ki prej jih niso imeli takšnih, utrujenosti, ki jih prej ni bilo, ne zmorejo več poti v hrib in pa težka dihanja. Recimo tudi 4 mesece, več mesecev po hudi okužbi je to težko dihanje še vedno prisotno. Tukaj imamo zelo lepe rezultate. Zanimivo je to, da tudi po cepljenih nekateri tožijo pod zelo podobnih simptomih in tudi tu imamo lepe rezultate. Zdaj pa je že toliko časa minilo, da tudi mi lahko rečemo, da so rezultati prisotni. Ampak omenili ste nova področja. Kako ste se sploh soočili s tem? Se pravi, prišla je neka nova grožnja in morali ste najti nek način, kako bioresonanco, se pravi, upeljati tudi na to področje. Kako je potekal sam proces? Mislite proces v Slovenijo, na slovensko? 25 let vztrajnega dela, enostavno imeti v ozadju namen zgolj pomagati ljudem do zdravja po naravni poti, obrodi dobre sadove. No, kaj pa ravno zdaj, da gremo konkretno na te post-covid bolnike, ne? To je tako novo področje, da ste morali odkriti tudi, se pravi, kako upeljati bioresonanco še na tem področju. Ja. Pravzaprav mi nismo sami. Mi imamo večkrat letno, zdaj, odkar je online izobraževanje, 2-krat letno kongrese, mednarodne kongrese v tujini. In to je pravzaprav znanje globalno terapevtov iz celega sveta, ki prinesemo svoja znanja v to našo mrežo bioresonančnih znanj. Tako da do zdaj smo tudi že znali obravnavati virusna obolenja na splošno, smo enostavno uporabili znanje, ki smo imeli pri virusnih obolenjih, in smo jih samo nadgradili z izkušnjami v zadnjem letu in pol. Kako dolgo pa ponavadi sploh poteka bioresonančna terapija? Kako pogosto in kolikokrat moramo priti, da se nekako lahko rešimo kakšne svoje težave ali križe? Je to verjetno odvisno tudi od težave, ki jo imamo? Ja, akutne stvari, akutne v tem primeru govorim o recimo zvinu, ali pa nekem prehladu, ki ni koronski prehlad, zdaj v tem času seveda ne, se izvajajo na 3 dni, ali pa recimo akutni seneni nahod, akutni alergijski rinitis, se izvaja na 3 dni. Kronične težave pa nekje na 1 teden do 2 tedna, na tem intervalu, ker mora telo se še odzvati na frekvenčne signale. Kdaj pa sploh človek lahko zase reče, ali kaj je tisto sporočilo, ki ga dobimo, da rečemo, no, sedaj pa moramo na bioresonanco? Nekateri se odločijo zgolj iz radovednosti, ker so veliko o tem slišali, nekateri imajo pa res konkretne težave in so ali poskusili že vse in jim ali pa žal s težkim srcem rečem, da tudi klasična medicina jim ni pomagala in se potem obrnejo na nas. Ali so pa imeli že toliko dobre izkušnje z bioresonanco, da se enostavno že v prvi vrsti odločijo za bioresonančno zdravljenje. In tukaj ima tudi zdravnik ali pa je zelo izkušen zdravilec, je ključnega pomena, da pozna tudi medicinsko ozadje, da vsem pravilno usmeri pacienta.
Ja, prej sem že omenil, da nekako lahko rečemo bioresonanca in se pravi ta klasična medicina sta bile včasih na nasprotnih bregovih, se sedaj že dogaja, da kakšen recimo klasičen zdravnik vseeno kar sam predlaga bioresonanco. Se tudi že dogaja. No, to je pa en dober napredek, se pravi, se premikamo v pravo smer tudi pri nas. Ja. Tako, Antonina, najlepša hvala zaenkrat za ta pojasnila. Kar nekaj smo se že naučili o bioresonanci in še kar nekaj se bomo. Za trenutek si pa čisto na kratko oddahnimo in skočimo v oglase. Lep pozdrav, spet smo nazaj, to so bili kratki oglasi, sedaj pa je čas spet, da govorimo o bioresonanci. Z nami v gostih je Antonina Rome, doktorica medicine, zdravnica, zdravilka, 25 let se že ukvarjate z bioresonanco, tako da res en kup, velika zaloga, lahko rečemo, izkušenj, znanja in vsega, kar je potrebno za uspešno delo v bioresonanci. Antonina, prav lepo pozdravljena spet nazaj. Torej, ustanovili ste pa tudi inštitut za bioresonanco. Kakšen je sploh namen inštituta in zakaj ste se odločili za njegovo ustanovitev? Ja, tako kot ste rekel, 25 let izkušenj dela z bioresonanco na našem področju je obrodilo kar lepo število terapevtov. Tako da smo leta 2011 začutili tudi strani Ministrstva za zdravje potrebo po večji organiziranosti na tem področju. Zato smo ustanovili neprofitno organizacijo Inštitut za bioresonanco, ki pravzaprav združuje vse BICOM bioresonančne terapevte, to so terapevti, ki delujejo z eno napravo. Ker so te sistematike toliko različne, smo se odločili, da inštitut bo združeval torej BICOM bioresonančne terapevte. Namen inštituta je v prvi vrsti izobraževati terapevte, jih organizirati in jim omogočiti dobre in pa visoko standardne pogoje dela, ter na drugi strani tudi zaščititi uporabnike storitev. Torej v vseh teh letih si prizadevamo organizirati izobraževanja, torej letno vsako leto vršimo izobraževanja za terapevte, ozaveščamo javnost, kot na primer s takšnimi intervjuji, kjer vedno rada v intervjujih poudarjam naš sistem certificiranja. To je naš interni sistem, kjer želimo z zaščito uporabnika storitev mu pokazati, da terapevt se redno izobražuje, tako da pridobi dovolj točk, pridobi certifikat in pa pridobi nalepko, ki jo obesi na vhodna vrata in na ta način izkaže, da je v toku z najnovejšimi dognanji v BICOM bioresonanci. In to verjetno, če želi obdržati nekako tak certifikat, mora tudi konstantno se izobraževati, raziskovati in tako naprej. Tako. In to v okviru našega inštituta, to mi stimuliramo, promoviramo in za njih organiziramo res redno vsakoletno izobraževanje. Koliko pa, da tako rečemo, okvirno licenciranih bioresonančnikov pa imamo pri nas v Sloveniji? Ja, na Ministrstvu za zdravje obstaja takšen register. Zdaj natančno licenc ne vem, ker licenca pomeni, da jo je pridobil z Ministrstva za zdravje, torej pomeni, da ima ustrezno izobrazbo in da je pridobil z naše strani potrdilo, da je usposobljen bioresonančni terapevt. Torej, to je tisti, ki ima licenco. In na Ministrstvu za zdravje ta register obstaja. No, in če se nekdo odloči, da bi začel izvajati bioresonanco, kakšen je potek, da postaneš torej terapevt? Ja, v prvi vrsti najprej povprašamo ali pa se najprej je treba pogledati malo ustrezno izobrazbo. Torej, pri nas se zahteva po zakonu o zdravilstvu minimalno srednja zdravstvena ali srednja farmacevtska šola ali katerakoli izobrazba in opravljen izpit na Ministrstvu za zdravje. Ta izpit je izpit iz zdravstvenih vsebin. Na to, ko ima ali en pogoj ali pa opravljen izpit, se pri nas priglasi za šolo bioresonance, ki vedno začne nekje v začetku leta. No, vi sami imate center na Kosezah, ne? Kje vas lahko najdejo, recimo, če bi koga zanimala bioresonanca, kako vas dobijo, kje se oglasijo, tudi če imajo morda kakšno vprašanje o bioresonanci? Ja, najbolj, da obiščejo mojo spletno stran, imajo dve možnosti. Lahko obiščejo mojo spletno stran,
Mislim, da je prikazana, ne, nekje na ekranu, verjetno. Je tudi na naši grafiki, tako da si le zapišite. No. Ja, druga možnost, če pa niso ravno iz Ljubljane, so nekje drugje v Sloveniji ali pa so na drugem koncu Ljubljane, pa vseeno rada pomagam tudi svojim kolegom, pa lahko grejo na spletno stran Inštituta za bioresonanco, kjer imajo pa seznam vseh terapevtov, ki imajo licenco in ki imajo ustrezen letni certifikat. Torej, da so, to sva že danes večkrat poudarila, da so na tekočem z znanji. In da je obisk res tako, da bo obisk obrodil sadove in da je njegovo znanje kredibilno, tako lahko rečemo. So pa bioresonančni terapevti dobro razporejeni po Sloveniji, se pravi, lahko v vsakem večjem kraju dobimo kakšnega? Lahko, v vsakem večjem kraju lahko kakšnega dobimo. Bi se še našla kakšno področje, kjer bi se lahko še odprla. Predvsem trenutno opažam sama, ker sem vodja tudi franšiznega sistema, opažam, da s tem, ko delamo od doma, so veliko bolj zasedene ordinacije izven Ljubljane, torej bolj tudi periferne. Se pravi, se nekako decentralizira tudi obisk bioresonance. No, prav o tem franšiznem sistemu me tudi zanima, se pravi, to je res uspešna zgodba, ki je pravzaprav v takšni obliki še ni nikjer na svetu. Zakaj je ta bioresona centri, zakaj so tako posebni? Iz dveh pravzaprav vidikov. Trenutno, če malo poznamo franšizni sistem, so v porastu franšize, nekoč so bile franšize z hitro prehrano, zdaj so v porastu franšize z zdravstveno dejavnostjo, ravno zaradi potreb, ki so se pričele izkazovati v zadnjih letu ali 2 letih. Torej, ponujanje zdravstvene ali zdravilske franšizne storitve je v porastu. Poleg tega, drugi ključen faktor pa je naših 25 let izkušenj, ki jih nekdo, ki želi na samostojno pot, pridobi. Torej, želi na samostojno pot v teh težkih časih, pa si želi tudi varnosti, no? In z nami dobi pravzaprav varnost. Dobi 25 let izkušenj strokovne podpore, servisne, tehnične podpore, celo dizajna in interjerja na začetku, celotnega marketinga, administrativne podpore. Skratka, dejansko dobi, tako kot kupimo hišo na ključ, kupi lahko podjetje na ključ. To sta dva pomembna. Drugače pa razvijamo v sklopu franšiznega sistema protokole, ki so si enaki v vseh centrih. Se pravi, tudi obiskovalec ve, kaj bo dobil. Ja, ali gre. Lahko zanaša na to, da je pa ta center recimo na Kosezah, se pravi, primerljive kakovosti kot pa naprimer nek v Mariboru ali pa v... Tako, res. To je tisto. Razvijamo protokole in programe, ki jih implementiramo zgolj v teh centrih in lahko trdimo, da v enem centru načeloma sledi istim protokolom kot v drugem centru. Na koncu, za konec, malce provokativno vprašanje, se opravičujem. Ali smo lahko povsem prepričani, da bo bioresonančna terapija delovala? Nikoli nismo 100%. A tudi že v času študija medicine sem se učila, da tudi naše medicinske preiskave so nekje 80% ali specifične ali senzitivne. To je zdaj že zelo medicinsko področje, ampak samo hočem vam navršiti tudi vam provokacijo, da tudi v klasični medicini nekje govorimo o 80%. Ampak vseeno, no, če imamo seveda težave, se le obrnimo, kot ste omenili, stranskih učinkov nikoli ni, ne, se pravi tudi 80%, da je kar velik odstotek in res lahko pacienti sami potrdijo, da je v veliko primerih pomagalo, da je bilo bolje in da so se nekako rešili težav, ki se jih s klasično medicino pač ni dalo rešiti. Ja. Na naši spletni strani lahko spremljajo zgodbe naših strank,
kjer sami povedo svoje zgodbe. No, tudi to si torej poglejte. Antonina Rome, najlepša hvala za obisk. Hvala. Da ste nam tudi malo približali bioresonanco, tako da se bo morda tudi kdo izmed naših gledalcev ali gledalk opogumil in morda se preizkusil tudi v tem, kajti včasih je res rešitev pred nami, pa je ne vidimo. Ne? Želim vam vse dobro še naprej, še nadaljnih uspešnih 25 let dela, lahko rečemo, in več. Tako. Pa oglasite se še kaj v našem studiu, da se bomo še malce pogovorili. Verjamem, da v bioresonanci je tem še dovolj za kakšne 3 oddaje. Kaj, ne? Ja, hvala. Hvala za povabilo. Takole, tole je bila Antonina Rome, doktorica medicine, zdravnica in zdravilka. Pogovarjali smo se o bioresonanci, sedaj pa je čas, da se na kratko oddahnemo in za trenutek skočimo v oglase.